Drage gledalke, dragi gledalci televizije Exodus, nadaljujemo niz oddaj Duh časa ali Zeitgeist. Z nami sta naša že znana gosta Matjaž in Darjan. Tema današnjega pogovora je Ves svet je en sam oder in kot uvod v naš pogovor bo sedaj gospod prebral oziroma povedal par misli iz knjige, ki o tem piše. Bom kar vzel roke. Gre za knjigo Velika laž, 11. september. Avtor je Thierry Meyssan. Gre pa za kritiko celotnega dogajanja okrog 11. septembra in napadu na dvojčka. Recimo, tukaj imam samo en primer na fotografiji, ki je nastala le nekaj minut po napadu na Pentagon. Ni nikjer videti ostankov orjaškega Boeinga 757, ki naj bi bil strmoglavil na najbolj varovano zgradbo na svetu. Okrog tega dogodka obstaja ogromno vprašanj in zelo malo odgovorov. Oziroma vse, kar so podali, je zavito neko tančico skrivnosti. Ena od stvari je recimo, da so na samem prizorišču v tem prahu, ki je nastal potem, ko sta se dvojčka zrušila, našli sledove termita. Termit je snov, ki jo uporabljajo v železarski industriji recimo za spajanje tirov železniških, ker gre za snov, ki na zelo visoki temperaturi skoraj da eksplozivno zažari, zagori in najbolj, bi rekel, taka splošno sprejeta teorija, zakaj in kako sta se dvojčka zrušila tako hitro in tako na videz res nadzorovano, je ta, da so uporabili termit, torej to snov, pod kotom 45 stopinj na vseh kovinskih opornikih, ki so v vsakem nadstropju. Tudi na mnogih posnetkih je prav razvidno, da so v trenutku, ko se je začela stavba sesedati, opazili na določenih točkah prav v isti vrsti na vsakem oknu, kako gre dim ven, kako je nekaj eksplodiralo, zažarelo tam noter, predno se je cel kolaps sploh zgodil. Tako da to je nekako najbolj sprejeta teorija, ki pa ni nikjer potrjena oziroma seveda ameriške oblasti zanikajo, ker bi takoj nakazali na to, da gre za ali po en stran ali za inside job oziroma za organiziran dogodek strani, režiran dogodek strani ameriške vlade ali pa nekih notranjih sil, ali pa da so pač razsežnosti tega dogodka precej širše, da pač presegajo meje mednarodnega terorizma. Tako da mislim, da bi ta naša oddaja trenutna bila posvečena prav temu 11. septembru oziroma svetu, ki je postal neke vrste oder medijskih špekulacij, medijskih prikrivanj in posledično zavajanju javnosti. No, in zdaj vaša izhodišča oziroma pogovor bi tekel v tem smislu, kdo je to pripravil in kakšen je imel cilj. In kako potem je ta dogodek postal neke vrste mednarodni oder, na katerem se debatira o tej stvari, da se zakrijejo druge ali pa da se svetovno javnost usmeri nekam drugam. Ja, moramo vedeti, da trenutno svet nekako poteka oziroma dogajanje na svetovni sceni je dirigirano strani kapitala. Torej, politika je v bistvu samo še neka izvršna, bi rekel, veja, ki deluje pod taktirko kapitala. Kapital so v tem primeru velike korporacije, ki vodijo dejansko svet, zaradi tega, ker gre za energijske korporacije za energijo, torej razne naftne družbe in podobno. In velike korporacije, kjer se v bistvu v končni fazi ves kapital dogaja. Ampak zdaj, kako po vašem v to sodi islamski terorizem, ker torej letala so vodili islamski teroristi. Al-Qaida je priznala, da je
avtor tega atentata. Ne. Zdaj, kapital pa cilj je enega od najhujših najbolj ekstremističnih terorizmov, ne. V čem bi lahko bili cilji podobni? Ta 11. september ni bil posamezni primer. En prvih takih se je zgodil z prvo svetovno vojno, kjer so iste banke, iste osebe sponzorirale, da se Amerika vklopi v vojno. Takrat so poslali ameriško ladjo Louisiana, pravzaprav Luzitanija, so poslali v nemške vode, da so, čeprav so vedeli, da bojo Nemci torpedirali ladjo. In gor je umrlo 2000 ali 3000 ljudi in Amerika je dobila povod za vključitev v vojno. Takrat je Woodrow Wilson podpisal vstop v to vojno, kar je kasneje v eni izjavi obžaloval in priznal, da to vodijo bankiri, korporacijske ustanove za zaslužek v vojni, posredno nafta, orožje, svetovni viri, kontrola svetovnih virov in seveda ljudi kot tretje delovno silo poceni. Isto je bilo za drugo svetovno vojno. Pearl Harbor so oni vedeli, so iz več tajnih služb izraelske, iz vseh mogočih dobili informacije, da Japonci prihajajo napast Pearl Harbor in so ameriške oblasti so to zatišale in so imeli spet razlog za vstop v vojno. Kasnejši primer, še kasnejši je bil Vietnam. Podobno so poslali eno ladjo tja, da bi naj Vietnamci severni to ladjo spet napadli. Spet je bil razlog za vojno. Iste osebe, to so JP Morgan, Rockefeller, Rothschild, Paul Reynolds, tudi Kennedy starejši in Preston Bush, seveda. To je en krog, ki se zdaj dobivajo v skupinah, kot so recimo Bilderberg ali pa Rimski klub ali pa Kraljevi inštitut. Oni že naprej napovejo in se dogovorijo, kje bo kriza, na kakšen način in kako to izpeljati. Za profit seveda korporacije. Torej ta skupina v bistvu bi lahko rekel, da vodi svet, ne? Ker gre za skrivna srečanja. Ta Bilderberg skupina bi kar poudaril, je nekako ključna tukaj v razumevanju tega, kako svet danes dejansko deluje, ne. Gre za srečanja najvplivnejših mož na svetu, ki so popolnoma tajna, za razliko od recimo G8 ali pa G20, ko se dobijo in so vsi v svojih žarometov, ne. Bi rekel, kot ena kost medijem, da posnamejo tisti, kjer je v bistvu vse skupaj bolj farsa, kakor zares, ker se prej za zaveso te možje sestanejo na teh sestankih, vsako leto je en sestanek vsaj, ne, in odločajo o usodi človeštva oziroma v bistvu načrtujejo premike ekonomske, gospodarske in o tem nihče ne ve, ne. Je en avtor, David Estulin. Daniel Estulin, ki se s tem ukvarja, tudi odlično knjigo napisal. To je tale knjiga, skupina Bilderberg, ki priporočam gledalcem res, da si preberejo, da vidijo še eno drugo plat, ki je mediji ne prikazujejo, ne. In tukaj je recimo ta leglo, oziroma, to se ne bo zdaj tako izraziti, gre pa za nekaj, kar je skrito v očem javnosti, tudi verjetno zaradi tega, ker bi javnost bila ogorčena za to, kako se v bistvu neke velike odločitve, na račun katerih mnogo ljudi umre ali pa trpi, zgodijo zato, da bi manjša skupina ljudi v bistvu profitirala nevičene vsote denarja dejansko. No, zdaj, če pogledamo političnega vidika, to je bilo zmeraj neka stopnja ali pa doza konspirativnosti je zmeraj v politiki, ne. Po vodenju držav, recimo do prve svetovne vojne so o vojnah odločali generalštabi skupaj s
kralji ali cesarji. Ne? To je bila skupina nekaj 10 ljudi, a pa niti ne. Potem pravijo, da od leta 1725 je to bilo prostozidarstvo, povezano z raznimi vladami takšnih ali drugačnih lož. Potem so te velike imperialne sile, kot je bila recimo Anglija, Francija, prej Španija, sedaj Združene države, potem Sovjetska zveza, sedaj prihaja na dan Kitajska, pa Brazilija, pa Južna Afrika, pa Indija. Tako da to je stalnica v zgodovini človeštva, bi se rekel. Ampak mene zanima tole, po vašem mnenju, kakšna je vizija o človeštvu in človeku od takih skupin, ko se pogovarjamo. A je to pisano pesimistična, se pravi, če delaš tajno, pomeni, da ne zaupaš ljudem. Ali je to igra raznih skupin, kdo bo imel prevlado na svetu, ali je to zdaj igra raznih interesnih gospodarskih skupin, finančnih skupin. Danes vemo, da to, ko sem že rekel, gre za kontrolo energetskih virov, pa prebivalstvo, v končni fazi. Ampak mogoče bi malo v to smer razvili pogovor, kakšni so dejansko pogledi te skupin na človeka in na človeštvo. Je to pesimističen pogled, se pravi, človek je v bistvu bitje, ki ga je treba nekako vzeti pod kontrolo in ga voditi, če ne zlepa, pa zgrda. In kam to vodi? Mislim tako, da sploh ni vprašanje okrog človeka. Človek je v tem računu sploh ni drugače upoštevan kot ena številka. Gre bolj za okoriščanje, za iskanje novih načinov za večanje vpliva moči in iskanje načinov, kako bi podjarmali cel svet eni skupini, ki bi zlahka potem vodila vse skupaj. Zdaj zmer bolj gre v to smer, da se te pogoje že vzpostavljajo. Ljudi je strah, cela Amerika temelji v bistvu na politiki strahu in je v bistvu tudi, bom rekel, kar učinkovita politika, ker tam je recimo toliko narodnosti različnih in strah jih dejansko ne povezuje, ampak jim preprečuje, da bi se združevali in dosegali neko stopno revolucijo. To imajo to politiko topilnega lonca, Ja. V bistvu pa ameriško politiko pa vodi pa anglo-saksonski lobby. Tako, ja. Torej ti glavni vozli politike ameriške in politike kot take, in vojaške industrije, in pa znanstvenih centrov, pa kulturnih centrov, to je vse v rokah tega področja, anglo-saksonski lobby. Pa vzdržujejo status quo, da se notranje razmere vzdržujejo plus status quo po svetu. Tu so še banke, kjer je tudi najbolj močen židovski lobby, ki je tudi Izrael je privatna država od teh Rothschildov. Oni so milijone in milijarde sponzorirali, da so po vojni preselili in zavzeli to zemljo, Palestino. Potem so še druge bile vojne še za Gazo in Zahodni breg in Planoto v Siriji. Takratna 10-dnevna vojna ali 7-dnevna vojna. Ja. To je sponzorirano od ene familije in teh skupinic. To se ne pove, to so ti ljudje, ki že par let prej napovejo, kaj se bo zgodilo in pol to zgleda, kot da se to slučajno zgodilo, ali je to vojna, ali je to naravna katastrofa, ali je to nekaj. No, tu bi jaz rekel eno stvar, kar je v zgodovini dejstvo, da izraelska država je nastala kot odgovor sil zmagovalk nad nacizmom, da se holokaust ne bi zgodil, naj imajo svojo državo. In takrat je zato bila tudi Sovjetska zveza. To se pravi, da je to bil dogovor vse zmagovalk, ni bila to samo zdaj ideja Anglije ali pa Združenih držav. Potem pa, po vojni, ko je prišlo do hladne vojne, se pravi po letu 1940-50,
Izrael nastal leta 1948. In takrat, ko je pa Stalin sprožil hladno vojno, ko so Amerikanci napravili torej atomsko bombo, ne več tipa Hirošima, ne, ampak močnejše, je potem Sovjetska zveza se odločila, da v arabskem svetu prepodi odpor do Zahoda in usmerjeno je bilo to sovraštvo do Izraela. To je bilo najlažje politično motivirati. Ne? No in od takrat se pa je leta 1949, ko imamo sovjetski poraz v Berlinu, ko zračni most je premagal, torej podpad Zahodnega Berlina, imamo takoj, oni pošljajo v arabski svet svoje agente, ki motivirajo arabski fundamentalizem, to je delo ruske partije, sovjetske partije, kot borbo proti Izraelu, preko tega pa potem celo Zahodu. Izraelski izseljenci Združenih država so se pa povezali, ne, in so potem tam preko, tako pravite, gospodarskega finančnega lobija ustvarili en strahovit imperij. Ne. In od leta 50, približno 55, imamo dejstvo, da ameriška vlada da vsako leto milijarde zastojne iz proračuna, da Izrael preživi. Plus. Čeprav imajo polno oni svojega. Ampak to je plus. Plus tega pa so Judje izrabili, a pa zlorabili ameriški davčni sistem, da tisto, kar ne kažeš dobrodelni organizaciji, odšteješ od davka, se pravi, in so to s tem tako igrali. Judje so nakazovali najprej izraelskim dobrodelnim organizacijam, recimo $100,000 ti jaz dam kot pomoč. Od tega ti odpišeš od davka 10,000. Od teh 10,000, ki ti ne plačaš davka, 1,000 ostane tebi, 2,000 pa daš meni za financiranje Izraela. In to je se v ameriškem proračunu, ki ima 1800 ali pa več milijard davčnega priliva, da se to ne pozna. Ampak tam pa se pozna in oni so tako dobili spet drugih 2, 3, 4 milijarde vsako leto preko tega sistema. In to funkcionira še danes. Zdaj, pri tem dogodku, zdaj, ko se za napad na stolpnice, tukaj, zakaj se je to sprožilo, zakaj je ta varianta, da je to sproženo znotraj Združenih držav, se pravi, da je to nekdo naredil zato, da se nekaj zgodi, da se neka dinamika pelje naprej, pozornost svetovnega javnega mnenja pa je drugje. Mogoče v tej smeri, kako imate vi informacije? Ja, jaz imam informacijo, da je tik pred napadom na Dvojčka, da so talibani uspeli dobiti kontrolo nad svojimi polji maka in so prekinili dostavo oziroma celotno proizvodnjo heroina oziroma opija, kot surovine za heroina. Nekaj dni potem je pa se zgodil napad na Dvojčka, ki je bil potem povod za to, da ameriška vojska spet vstopi v Afganistan. In od te dalje je spet do 80 ali pa celo 90% opija, heroina iz Afganistana. Kljub temu, da Američani kontrolirajo ta polja. Ja. To je mrašte, ne? Seveda, ampak zdaj je kontrolirano pod podporo Amerike. Ko so bili talibani, tega ni bilo. Je pa še bilo, ker so talibani niso pustili naftovoda prek. Oni so bili pri Bushu par mesecev predtem še, niso pustili naftovoda prek. To je to je en razlog napadov pol te droge. Tretji pa je bil da tam zanetijo boje med samimi prebivalstvi
torej šiiti, suniti. In to velja za Irak, Afganistan, za vse ostale. Ne. Se pa je arabski fundamentalizem začel med prvimi 53. leta, ko je Amerika rušila iranskega šaha z malo denarja, z Teddy Rooseveltom. Od takrat se je začel ta fundamentalizem, ki se ga pol tudi seveda Rusi, Sovjetska zveza sponzorirala. Je pa že Clinton, predsednik v prvi vojni, državljanski vojni. Woodrow Wilson je podpisal en dekret za kontrolo teh osebkov, da kontrolirajo banke in vojne. On je v bistvu prvi opozoril na to, kakšna nevarnost preti Ameriki in svetu strani bankirjev, strani teh lobijev. In ti bankirji so grozili tudi caru ruskemu takrat. On je pisal Lincolnu, da mu bankirji, Rothschildi in taki grozijo, da bi imeli ruske resurse in so sponzorirali bolševike, da so ruknili kraljevo družino, cesarsko družino. Zdaj, što meno Rothschilda, to so Judije. A gre tukaj za judovski mesianizem? Ja, sionizem. Sionizem je torej politična verzija sionizma, ne? Ja, razumem. Ampak mesianizma, ampak to gre za tale, povemo, sekularizirani mesianizem, ne? To ni verski mesianizem. Ja, točno tako, ker se njihovi verniki tudi zoperstavljajo temu. Oni hodijo z transparenti, da sionizem ni Izrael, da oni izkoriščajo in jih preganjajo. To je ena ožja skupina, ne sekularna skupina praktično. Se pravi, da je to v bistvu potem verska zadeva. V tem smislu, da se navdih, torej izraelski navdih, da so kot izvoljeno ljudstvo, kot ljudstvo, ki ima poslanstvo v vsem svetu, da se to zlorabi v politične namene. In zdaj je to prišlo v spor, v spopad z islamskim mesianizmom, ki je tudi v obliki fundamentalizma je skrajno bojevit. V Evropi poznamo tole judovski mesianizem, je recimo Marx prelil v politični mesianizem v obliki svetovne revolucije in ga je izdelal kot spopad civilizacij na osnovi spopada razredov v družbi. Spet to je največja deviacija, kjer je popolni ateizem že zdrav. Ostane pa tista ideja, mi bomo vladali svet. No, in zdaj tukaj bi mogoče malo razklenili tole zadevo. Kako so te povemo, versko izpražnjene strukture miselne potem uporabne za take zadeve, ko se zdaj pogovarjamo? Za take posege totalno negativne in pa človeku sovražne. Ja, vse na začetku te Bilderberg skupine niso imele, bi rekel, njihovi nameni so bili recimo plemeniti. No. Torej, na zunaj. Pa tudi cilj je bil vzpostaviti red, ne pa, ne vem, podjarmati vse in izkoriščati, pač ustvariti en red pa združiti cel svet. Ampak s časoma je to vse postalo vse prej kot to, oziroma zdaj je cilj nekako podjarmati celotno prebivalstvo sveta pod eno državo. Imamo to trilateralno komisijo, ki je sestavljena iz obeh Amerik, Evrope in Afrike, pa Azije oziroma Kitajske, pa vse, kar ostane. In te trije pasovi se vsak zase v bistvu vzpostavljajo v tej smeri enega velikega načrta, da bi se potem globalizacija, da bi se globalno združil svet pod eno vlado, eno vojsko, en denar in tako naprej. Kar v osnovi ni slaba ideja, vse to je nujno, zato da funkcionira svet, ampak nekako vse skupaj temelji na dobičku pa izkoriščanju, in
to, kakor zdaj izkoriščamo zemljine vire in kakor osnažujemo naravo, tako se v zgodovini Zemlje ni dogajalo vse od, ne vem, največjih izbruhov gnjegnikov ali pa kaj takega, ne. Torej, zdaj resnično škodimo planetu, vsem vrstam in potreben je resen premik v glavah vseh ljudi, a ne, da najdemo si eno skupno pot, eno rešitev, ki bo presegla te omejitve znotraj teh interesov, ki jih imajo te vladajoče skupine, a ne. Videti, da tudi politika ni rešitev, zaradi tega, ker enostavno niso kos tako zahtevnim in tako obsežnim težavam in problemom, ki smo jim priča danes, a ne. Vidimo pač naše društvo rešitev v izobraževanju vseh ljudi, oziroma pač vzpostavitvi neke poti, da bi prek medijev lahko predstavili celotno zgodbo, a ne. Po drugi strani pa združili strokovnjake celega sveta, kjer nek znanstveni jezik je brez predsodkov, je brez ega, je brez je nepristranski, ne. Torej znanstveni jezik oziroma znanstvena metoda dejansko išče najboljšo rešitev in je nepristranska pri teh ugotovitvah, ne. Zato kličemo k temu, da presežemo to, bi rekel, omejitev politično, a ne, z neko znanstveno svobodo pri iskanju resnično dobrih projektov na poti k boljšemu svetu jutri, a ne. Zdaj sem se res malo oddaljil od te teme, ki jo imamo danes, ne, to je pač ta svet, ki je postal oder, a ne, kjer igra ogromno vlogo mediji, ki ne prikažejo celotne zgodbe, ampak dostikrat filtrirajo, torej recimo kolega Darjan še dodal. Rupert Murdoch, on je eno teh evropskih ali pa svetovnih, obvladuje 70% medijskega trga v Avstraliji, 60% v Ameriki in 20% v Britaniji. Zato se v Britaniji so lahko zdaj proti njemu nekako ta proces spravili, drugače to v Ameriki ne bi šlo skozi, ker bi vedno nekaj druga najdli. Glavni medijski prostor kontrolirajo iste skupine. Sploh Bilderberg, oni določajo, tu so največji lastniki televizijskih postaj, časopisov, med njimi ta Rupert Murdoch, Ted Turner, CNN, notri je še dosti teh. In oni točno določijo, kdaj gre kaj ven v mediji, kako gre ven, pod kako krinko, kako prikazati nekaj druga, seveda pa dati potrošnje in vse druge take subkulture, da vso stvar prikrijajo. Predvsem gre za te velike novice. Ja, ampak kakšna je to logika, ne? Ker jaz razumem, da če nekdo tako močan kot je Murdoch, ne, in pa kontrolira, pa tudi oblikuje javno mnenje, da je to vir ogromne moči in da to ni na razpolago tem ozadjem, ko so se pogovarjali, ne. Ampak zakaj so se zdaj na njega spravili s to metodo uničevanja? Ker zdaj v bistvu so vse to delal, ampak so dali ven, ne, da je zlorabljal en predpis, ne, ki pravi, da v svetu, da ne smeš prisluškovati telefonskim pogovorom vplivnim ljudi, ne. To je ena restrikcija, se pravi ena prepoved, ki je zdaj povod za uničevanje enega imperija. Ampak logika je rušilna, ne. Zdaj iz tega bo prišlo ven razsulo, da njega uničijo, ne. To pomeni, zdaj čakamo na drugega, ki se je pojavil, pa spet nisega ne bodemo. Kako se je to mislil zdaj? Ali pa druge nastavijo, ker ta News Corp, to je globalna velika, to ima, ne vem, po 1000 medijev raznih, od največjih do TV-ja, in bo nastalo par manjših in tu bojo spet postavljeni taki, ki bojo kontrolirali to. Zdaj en bil premočen, sicer pa on ni prisluškoval tem, recimo Kissingerju, pa Rockefellerju, pa Blairu, ampak je manjšim, ki so motili sistem ali pa
ali pa prirejali nekako. Ne. Tako da tu je keč, niso oni... Zdaj mogoče, vi kot dovolj poznate te zadeve, je mogoče spostaviti kakšno povezavo med dogodkom D-stopnici, to je dogodki center v Ameriki, in Murdochom v smislu, da do leta 1991, ko se to zgodilo, so Združene države bile dejansko edine velesile na svetu. In se je izgledalo, da bodo kontrolirali te nastajajoče nove močne države, Brazilijo, Indijo, delno Kitajsko, Južna Amerika je tako njihova, ker preko diamantov ljudje kontrolirajo, ker je glavna prodajna zona diamantov je v Ameriki. Ne? Južni Afrike, mislite? Južna Afrika, ja. Se pravi, da to, se pravi, kapital se tu okrog vrti, ne? Ampak so kljub temu potem sprožili ta napad na center. To je izvedla recimo Al-Qaida, recimo, da je to drži ta podpostavka. Zakaj so potem tisti, ki so to načrtovali, po vašem mnenju, računali, da je vključitev islamskega terorizma v ta izključno zahodni boj kontrole oblasti, pomemben, oziroma zakaj se sploh znam pustili? Al-Qaida sicer kot organizacija, ki je nastala v afganistanski vojni, ki so Američani podpirali, mudžahedine, obstaja sicer, samo ne tako, kot je predstavljeno v mediju. Medije predstavljeno, kot da so samo oni to naredili, so pa bili Američani od ameriške vlade, specialci in notranje, dopustili, da se je to, da se je september zgodil. Isti dan so imeli vaje pod pretvezo terorističnega napada z letali. In takrat so imeli po 30 tarč namišljenih v zraku, kateri bi lahko bil eno teh ugrabljenih letal. Zavladala je cela zmeda pri vseh operaterjih, zato... Isto se je 16. junija v Angliji, ko so bombe... Podzemno. Isto je bila vaja na isto temo in gasilci, ki so takrat hodili, je bilo tudi 30 vlakov, kjer so bile možne te bombe. In seveda se je to dalo izpeljati, zmeda v sami akciji. Ampak zakaj potem se Američani po napadu na trgovski center odločijo, da napadajo Irak, ki je bil ves protizahoden, in pa Libijo vzamejo pod posebno kontrolo Gaddafija, ki je tudi bil v službi recimo tega skrajnega fundamentalizma islamskega, in tja vnesejo boj za demokracijo med raznimi narodi tam, ki so, Kurdi, potem pa kristjani v Iraku, pa muslimani, šiiti in suniti, ampak to so razna plemena, vnesejo borbo za politični sistem, ki posnema zahodne demokracije kot sisteme, dogovorne sisteme, Demokracija je dogovorni sistem, to ni vojaški sistem. Zakaj so se za to odločili? A je to samo zunanja kritje nekih drugih interesov, borba za demokracijo, ali je pa to zdaj odgovor tistim, ki so jim to nastavili v Ameriki, da oni pa potem skušajo vnesti v najbolj diktatorijalno državo, kot je bil Irak, pa Gaddafi režim se vidi, da je najbolj diktatorijalno, vnesejo mehanizme demokracije. Kako si to razlagate vi? To je bil namen za kontrolo nafte, zmanjkuje nafte v Ameriki, moč. Če imaš nafto, imaš moč. En od teh razlogov je bil napad na Irak, predtem Afganistan, pod pretvezo, kot smo prej rekli, naftovod in droge. Ker pa Saddam ni podlegel več temu, kar smo že v prejšnji film imeli, Economic Hitman, to je že 91. prva vojna, zalivska. Bush starejši hotel prisiliti
da da iraške vire tem korporacijam. Ampak še pustil Sadama gor, ker on kontrolira svoje ljudstvo, je toliko močen, ima pod kontrolo Kurde in vse ostale tam, ampak še vedno ni podlegel ameriškim interesom. Kasneje je pol Bush mlajši isto vstopil not in pač so ga mogli omakniti. Klasični primer, kak deluje. Nadvlada nad... Ja, no, zdaj so si malo, vrsto drugih stvari smo povedali, ampak zdaj, kako ta napad na trgovski center v New Yorku sedaj medijsko se uporablja ali pa zlorablja ali pa, kako hočete, za kakšne cilje? Ja, to je politika strahu, ne? Da ljudi spravijo v strah, da lahko sledijo njihovim dalje. Torej, sprejeli so Patriot Act, to je domobranski ali pa domovinsko varnost, ki odzela večino pravic ljudem in dostopnost do svobodnega dostopanja do informacij. Ja, in če vprašate povprečnega Američana, se strinja. Ja. Se strinja s tem, da mu lahko prisluškuje, se strinja s tem, da lahko naredijo nenapovedano preiskavo doma, če imajo utemeljen sum, da sodeluje s terorističnimi organizacijami, ki so v glavnem itak izmišljene tvorbe, ne, torej teroristična, ne vem, IRA recimo je nekaj, kar ima za dobre razloge, pa ne vem, gor-dole, ne. Ampak govorimo o teh in o Al-Kaidi in mislim, dejstvo je, da je bil Bin Laden v CIA, ne. On je bil eden od agentov tajnih še leta 1998, se mi zdi, potem pa je bil čez noč v bistvu postavljen za državnega sovražnika številka 1. In tukaj vzad je neke nejasnosti, verjetno gre za neka nesoglasje pri politiki, pa pri iskanju, pri pač samo delovanju teh oseb, ne. Pač ta celotna zadeva okrog 11. septembra, okrog politike Bilderberga, okrog delovanja teh skrivnih zaprtih skupin, o katerih ne vemo skoraj nič, ne, oziroma vemo zelo malo, je tako sumljiva in toliko vprašanj postavlja in v končni fazi to, kar vidimo na zunaj, če majčkeno odpremo oči, pa se malo informiramo o tem, nakazuje na to, da te teorije zarote je nujno treba preučiti. In to podrobno gledati, se pogovarjati o tem v medijih, iskati podatke, iskati neko nevtralno komisijo osnovati ali nekaj takega. No, zdaj, ko se pogovarjamo o Al-Kaidi pa o Bin Ladenu, zdaj že pokojni, ampak kljub temu. Kdo je vodil pogovore v ameriški politiki s temi fundamentalističnimi skupinami, ki so oni uporabljali v vojni zoper Sovjetsko zvezo, ne? A je to vodila ameriška, ne judovska elita, ne? Se pravi, ki so išli iz kontrole judovskim lobijem v Ameriki, pa so se potem judovski lobi se tega ustrašil, ne? Ker če gledamo zdaj tako, ne, tale ameriški fundamentalizem, ne, kar je dobro za Ameriko, je dobro kot tako, ne? To je tudi ena taka zadeva, ne? Pa recimo v Veliki Britaniji British interest, ne? Koristi britanske države so največje dobro za državo, ne? Pa to je v bistvu to fundamentalizem, ne? Ker postaviš en interes, ki je parcialen, kot absolutnega za delovanje celotne države in ene velike gospodarske sile, ne? Se pravi, da je to nekje blizu fundamentalizmu, islamskemu fundamentalizmu. In jaz mislim, ne, ali pa lahko se predpostavlja, ne, da so se Judje zbali, ne, da bi se Amerika nekako sprijaznila s temi fundamentalističnimi skupinami v posameznih islamskih državah in bi potem oni izpadli iz igre. Ne. Da je to, zaradi tega so sploh šli te zadeve, ne,
napad Al-Kaide znotraj Združenih držav, ker je pa tako močen dogodek, da ga nobena vlada ne more medijsko pilotirati. Ker je to napad v srce države. Ne? In to ti ne boš nikogar prepričal, torej večina ne boš prepričal nikoli, da to ni tako. Ne? Če avion zadene stolpnice... Ja, vsi smo videli in se je zgodili in to je dogodek, ki ne moreš več manipulirati. Ampak manipulacija je pa od samega začetka. Že samo dejstvo, da so oni vso kompletno železje, ki je bilo, ki se je to sesul, takoj dal, ne vem, pretopiti v neke nove stvari. Nobene raziskave ni bilo, nobenih izsledkov raziskav. Našli so potni list voznika tega aviona, pilota, so našli dol nedotaknenega. Mislim, to je pravljica največja. Tu pa pristopi medij, recimo Fox News, Murdoch. Fox News je takrat prve volitve, Gore Bush, je Gore zmagal, ampak Fox je prisilil medijsko serenjo, tako da je pol CNN in vsi ostali ponavljali, da je Bush zmagal. Tu je bilo isto, ko pade ta dvojčka, je Fox prvi povedal Al-Kaida in vse ostalo. Noben drugi ni raziskal zadaj medije, zakaj padlo VTC-7. Kasneje je to vse prišlo. Tako je, sploh ni bilo tega v medijih. Ampak dejstvo je, da se je še tretja zgradba sesula. Nadzorovano. Ja, in pogledamo, kako se je sesula, se je sama vase. Uradna razlaga je, da je ta zgradba bila oslabljena zaradi tega, ker sta predtem padla dvojčka. Zaradi ognja. V tej stavbi VTC-7 pa je bil glavni sedež bank, CIA, FBI in dost židovskih, ampak zelo malo židov, pa skoraj noben ni umrl v VTC-ju, niti v tem sedmem. Sedme je ta bil prazen. Čist prazna stavba. Ob 10 pa nekaj. Tako da so oni že prej vedeli, više skupine. So se umaknili prej čas. Kako se potem lahko pilotira en tak vojaški ali pa turistični dogodek v propagandne namene? Kakšni so tukaj vzvodi po vašem? A je to samo, da nekatere informacije zamočiš, pa druge daš v spredje? Ali je to zatem ena taka zelo usposobljena ekipa, ki formulira, tu smo videli na komentarjih, vsak, ki je rekel, pravi huge explosion. Tu govorijo o teh... Strovita eksplozija. Večnih, tu govorijo o teh manjših pred trkom. Se pravi, ko ti upraviš izraz eksplozija, pomeni, da se v človeškem razmišljajočem procesu proces razmišljanja ustavi, ker si pred 1000 neznankami. Nekaj je eksplodiralo, ne veš, kaj je, ne veš, kaj bo, ne veš, zakaj je, in tu se normalen tok nekih vrednostnih razmišljanj, logičnih sklepanj zaustavi. Ja, ni podatkov. Ja, vse kar pogledaj, kaj se je dogajalo potem mesece še po tem dogodku. Tako je bila narejena špica, ne vem, in slogan za celo to zadevo okrog ta os zla, recimo, pa vojna proti terorju, terorist, terorist tam, kar naenkrat je bilo vse polno tega, enih in istih besed. In to je ta... Terorist. To so vse besede, ki izključijo razmišljanje. Tako. Oziroma večkrat, ko jih ponoviš... Terorizem, zarota, vse slovenščini, nimaš nobenega miselnega izhodišča za razmišljanje. Sploh pa v senci tega dogodka, se smo bili vsi šokirani in vsak se spomni tistega dne. In res je to močen vpliv, vsi si želimo, da se to ne bi več zgodilo, da dajte jih kaznovati, ne vem, poiščite in preprečite, da bi se... Pa tudi, ko si vidiš, kako je padlo, strahu, da je pokrov stolpnice do dna bil cel. Prosti pad. Prosti pad je dejansko
pri demoliciji. In pod seboj pa vse dobil v prah. To je en dogodek, ne, ki vsakega fizika, vsakega statika, vsakega recimo, tehnično usmerjenega človeka, to ga vrže iz tira, to ni več kaj več. Ker nobena zakonitost ne velja več. Ne fizična, ne naravna. Ne. Ja, ljudstvo pa verjame. Ja, jaz sem govoril z nekim... Tam vidiš, ne, to na prahu. Sem govoril s enim statikom, v zvezi s tem, ne. Je rekel sicer, da to je možno, ampak da ne bi bilo v prostem padu. To definitivno ne. In stvar, ko smo videli, kako se je... 8-10 sekund. Kot da bi vrgal biljard kuglo, 8-10 sekund je en padel. Mislim, se oba padel. Kar bi se pa zgodilo, če bi bilo tako, kot govorijo, ne, bi pa v bistvu zgornjih, ne vem koliko nadstropij je bilo še do vrha, bi se morali držati skupaj. Tukaj, kjer je avion noč zaletel, tukaj bi moglo biti oslabljeno in prvo, kar bi se zgodilo, je, da bi celoten vrh se zrušil za tisti 2-3 nadstropji, kjer je avion preletel not in potem bi se mogoče stvar nagnila, padla tako in vprašanje, do kam bi prišlo, mogoče bi še nekaj nadstropji se res sesedlo, ne? Ampak vsekakor bi jaz sem bil tam naglo. Ne, to ni. To je tako ogromna zadeva bila, da tudi en naklon, recimo 15 stopnj zgornje, ne? Ja. Če se nagne zgornji naklon 15 metrov, ni nič. Ne bi mogla pasti. Ja, ne, se ne govorim o tem. Se pravi, teže prišli na dol. Če bi že oslabil ta požar, toliko oslabil konstrukcijo kovinsko, ki je dejansko držala skupaj beton, pa mislim armiran beton, je eno, drugo so pa te vertikalni oporniki, na katerih... Recimo, če 15 nadstropij, da je to nekaj 10 000 ton. Ja. Ne, pade z 2 nadstropji, to je 6 metrov. Ne? Ja. Ta padec 6 metrov dobi tak zagon, da spodaj ni več stvari, da bi zadržala. No vse iz tega izhajam. Torej to, kar bi se zgodilo za ti 2 nadstropji, kjer je avion preletel noter, bi padlo gor, bi se ampak to že dobi tako kinetično silo, da spodnji del več ne zdrži sunka. To ja, ampak ti kovinski stebri, 42 kovinskih stebrov, so bili porezani diagonalno. So bili enako zgrajeni. Ja, ker so bili porezani z tem fosforom. Ko so konstrukcije, jaz sem gledal to prej že. Recimo v Chicagu je ena stopnica, ko je konstrukcija od zunaj, železna. No in tam so mi rekli, da... Ampak spoji niso pod 45 kotom. Se to ravno problem, ne? Koti so problem, ker tam je stična točka, moraš nekaj prevrtati, ne? In se ta vezna moč materialov, ki se spajajo, zmanjša. Ne? Kakokoli že, tudi če ga zašvasaš. Ne? Švas nikoli ni isto kot cela zletina. Ne? In zaradi tega potem udarom teh celotne teže je to... Ta var pokla. Konstrukcija sama je pokala, ne? Ker tudi navadna streha lesena, ne? Poka tam, kjer se tramovi stikajo. Ja, tu se še... Tam so stvari, ampak jaz mislim, da je to ta slovita teža, ki je bila nad teh plošče, da je to tisto bilo, kar je povzročilo totalno drobljenje vsega, kar je bilo. Ampak je ko gobar, in vsak štok posebej se je rezal in je tudi pokazal vmes. Vsak štok je bil predstavljen. In prve fotografije, ko se je dim razkadil, kažejo te kovinske tramove, vertikalne, kako so pod kotom 45 stopinj stopljeni. Ni to res odlom ali ne vem kaj, ampak je stopljen. Pa še ena druga stvar, ki je zelo pomembna, namreč satelitski posnetki tega mesta kažejo, da se je na tem območju še, ne vem, 2 tedna, je bilo 1000 stopinj. 1000 stopinj območje lave, skoraj da, ne? Kar je pa nemogoče, da bi iz materialov, ki so bili tam na voljo, pa iz požara, ki je bil zaradi aviona, ostala toliko dolg časa taka količina toplote na tistem mestu. Edina možna razlaga je, da je pač ta
mislim, sprejeta strani našega gibanja, pa vseh, ki se s tem kritično ukvarjajo, da je pač ta termit, ta snov, s katero so po tej teoriji, da je toliko kovine v bistvu stopil, ker je bilo to potrebno, da se stvar sesuje kontrolirano in pač sprostili toliko stopljenega železa, ki se je pač skupaj obdržal za toliko časa, ohranil energijo. Še ena druga stvar je, ki bi jo samo, ne vem, en teden ali mesec pred tem dogodkom, obstajajo dokazi, no, in tudi vsi govorijo o tem, da je neka preteza, da so obe stolpnici pregledali neki menjali neke sisteme zračne, ne vem kaj, ampak vsakič, ko so to delali, so vsako nadstropje čisto izpraznili, so prišli not neki delavci, so nekaj naredili in so potem šli ven vse od nadstropja do nadstropja. In takrat so postavili. Tako, in takrat ne bi postavili te pod kotom 45 stopinj ta termit not v odprte tramove in potem nazaj zaprli, da tako izgleda, da je vse bilo. Da ljudje niso vedeli. Pa je to vse bila pripravljena? To je CIA sponzorirala. CIA. To je vse, Bush starejši je bil predsednik. No, zdaj še mogoče proti koncu tole. Kdo je od tega profitiral in kako? Vojni dobiček. Te medijske interpretacije. Največji dobiček je vojna. To je že znano dejstvo. Zdaj to, da se vojna lahko zgodi in dogaja, mora določena politika se izvesti. Tukaj v tem primeru je bil pa idealen primer, mislim, idealna priložnost ali sploh pogoji so bili spostavljeni na ta način, da so se v bistvu borili proti nevidnemu sovražniku. To je pa vojna, ki lahko traja neskončno dolgo in traja še danes in bo trajala še naprej, dokler... Ampak zmagovalci so že, ker zdaj nekaj so dosegli. Ja, odvrgli so eno truplo v morje. To je ena skupina, recimo največja Carlyle Group. To je ameriška korporacija za orožje, za nafto, za hrano, za večina potreb ameriške vojske. Carlyle. Tu pod to skupino pa spada Halliburton. Halliburton pa zdaj dobavlja orožje, nafto, hrano v Irak. In tu ima največ profita. V bistvu, da ta vojna traja, ne pa da se zmanjša. Tako je. Isto vseh teh vojn je, da se ne nehajo, da trajajo čim bolj. Ker mogoče še eno zaključno misel, Matjaž? Lahko. Mislim, da se je vse skupaj začel v 19. stoletju oziroma na začetku 20. stoletja, ko je JP Morgan nehal financirati Nikolo Teslo, ki je za moje pojme bil zadnja oseba, ki je resnično imela rešitev in jo skušala implementirati v svetovno zgodbo. Še ena taka pa je 1913, ko so ti ljudje, JP Morgan, Rockefeller, dosegli, da so ustanovili Federal Reserve, kar je kontra moč ameriški zvezni banki. Kar se takrat Andrew Jackson ni strinjal, seveda so ga mogli umakniti, je bil atentat. Isto je bil Lincoln, ki je vzpostavil nov denarni sistem brez dolga za prebivalstvo. Seveda se spet ti bankiri niso strinjali. Zato tudi nastala en večji razlogov za ameriško državljansko vojno, glih bančni sektor. Ker ti bankiri so hoteli obdržati dolg prebivalstva za kontrolo. No, gospoda, hvala lepa. Drage gledalke, dragi gledalci, nanizali smo vam veliko izhodišč, veliko razlogov za razmišljanje. Mi bomo te pogovore še nadaljevali in se priporočamo za vašo pozornost. Hvala.